Zagotovo mi inkluzija pomeni to, da cenim vsakega človeka, vsakega otroka, ker vem, da je dragocen zame, da je dragocen za bližnje v svojem okolju, mojem okolju in za celotno družbo. Se pravi, posameznik se učloveči takrat, ko postane del družbe, v skupnosti. In inkluzijo si ne moremo predstavljati drugače kot tako, da družba vzpostavi pogoje, da je lahko posameznik zadovoljen sam seboj in da lahko prispeva. Je del, čuti, da je del družbe. In v začetku procesa inkluzije nekje sta zagotovo inkluzivni vrtec in inkluzivna šola. Za inkluzivne učitelje pa seveda pomeni inkluzija proces nenehnega raziskovanja, odkrivanja tudi novih možnosti, ne samo tistih, ki so že ustaljene. Ne samo to pedagoško, kako zagotoviti otrokom različne didaktične pristope, da bodo lahko uspešni, spravi, učno uspešni. To je en del inkluzije. Drugi del pa je v bistvu posameznikova vloga, njegovo učlovečenje v družbi. Zato mislim, da ni tako lahko to razumeti, težko je to definirati, še težje pa je to v resnici v praksi uresničevati. Inkluzija se mi zdi edina pravična oblika šolanja in krasno se mi zdi, da na naši fakulteti lahko pokažemo študentom, kako otroke s posebnimi potrebami poučevati. Zato je prav, da se to razvija na fakulteti, ki ima nalogo, se pravi, znotraj vzgoje učlovečiti posameznika, pravi vzgoja ni nič drugega kot to, in omogočiti realizacijo potencialov posameznika.